Pozdravljene, drage gledalke, cenjeni gledalci oddaji Pristna ženska, v kateri danes gostim fotografinjo Martino Zaletel. Martina, povej mi, kaj je zate lepa ženska? Zame je lepa ženska pristna ženska. To je ženska, ki ve, kdo je, ki ve, kaj vse nosi v sebi, kakšne darove in tudi vse druge stvari, ki ve, ki se pozna in ki to živi. O tem in še več se bova z Martino pogovarjali v oddaji Pristna ženska. Glejte nas. Lepo pozdravljeni, drage gledalke in cenjeni gledalci, dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca, ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. V tokratni oddaji se bomo dotaknili sveta, kjer fotografija ni le ujet trenutek, temveč prehod v nekaj globjega. Z nami je izjemna ženska, Martina Zaletel, fotografinja, mentorica in umetnica, ki svojo strast združuje z občutljivostjo za žensko dušo. Verjame, da lepota ni nekaj, kar se doda, temveč nekaj, kar se osvobodi. Martina zato ustvarja več kot podobe, ustvarja varen, spoštljiv prostor, v katerem se ženske lahko odprejo, sprostijo in kjer se ne le pokažejo, ampak se marsikatera ženska prvič zares tudi vidi. Njen pristop temelji na spoštovanju, prisotnosti in globokem razumevanju ženskega notranjega sveta. Martina je tudi mentorica za osebni branding in še zlasti podjetnicam pomaga ustvariti tudi blagovno znamko, ki odraža njihovo resnično bistvo. Predvsem pa je Martina ženska, ki govori o rani vidnosti, saj smo ženske morale skozi stoletja zatajiti in skriti svojo resnično naravo. Srčno sem vesela, da je danes z nami, zato, draga Martina, iskreno dobrodošla. Hvala za tako lepo predstavitev, Suzi. Z veseljem, Martina. Martina, običajno ti sediš, stojiš za fotoaparatom, za kamero, danes pa sediš pred kamerami. Kako se počutiš? Suzi, zelo izpostavljeno. Zelo vidno. Ja, za kamero mi je veliko lažje biti, pa mislim, zato ker razumem ženske, ki so pred kamero, ne, zato ker imam jaz tak strah pred izpostavljanjem. Tole zdajle je zame že kar ven iz cone udobja, hkrati nekaj, za kar sem izjemno hvaležna in po čemer hrepenim. Je korak, naslednji korak tudi moje duše v bistvu za neko deljenje svojih zakladov še malo bolj jasno in v neki taki dimenziji. Ja, da lahko delim svoje sporočilo o pristnosti in o vidnosti in vsem, kar pride zraven, ko se za to odločimo ali pa želimo biti. Ampak ja. V nadaljevanju o tem, najprej se pa samo povej, kdo je Martina, ko ne stoji za kamero. To je tako vprašanje, ki nima odgovora. Raziskovalka, plesalka. Tako ne bi tega odgovarjala iz uma, zato ker se lahko zakvačkam in zapletem. Pač, kar jaz čutim, je to, da sem tako kot vsi mi, neko božansko bitje, božanski otrok, ki je tukaj zato, da izkuša, se igra, izkuša življenje, ga spoznava skozi različne barve, ki jih življenje ima. In raste. In ja, tako, in poglablja sebe, poglablja ta stik, svoj kanal v bistvu, da se širi, čisti, jasni in skozi njega, da bolj in bolj teče tisto, kar je naše resnično bistvo ven v svet. Da jaz pri sebi skrbim za to, hkrati druge spodbujam k temu, ker pač to je najbolj radostna in najbolj izpolnjujoča stvar zame. In tako, in da pač to, da vsi vedno bolj sijemo in smo to, kar v resnici. Iz nevidnosti stopamo v vidnost, ker pritegnili so me ravno tvoji iskreni zapisi na tvojih socialnih omrežjih, na spletni strani,
Pa me zanima, ali je tudi pisanje eden od tvojih načinov izražanja sebe, poglabljanja, stika s sabo, izražanje svojih notranjih procesov, čustev. Meni pisanje namreč to je, verjamem, da tudi tebi. Absolutno, pisanje je moj glavni element. Tako to govorno izražanje, jaz nisem retorik, tudi ne znam, mislim, tako lepo govoriti kot marsikdo, tudi kakšne tvoje gostje, ne. Pač jaz zase mislim, da sem dosti tle običajna in tako, no. In imam veliko svojih ran v povezavi s tem. Pisanje, to je pa moj kanal, ja. To pa kar pride ven in teče in je celo potovanje v bistvu, ne. Jaz skozi pisanje imam svoj proces in v bistvu je, ja, to je moj kanal, no. In tudi vidim, da skozi pisanje so drugi ful nagovorjeni, no, to mi je. Ja, ker greš zelo v globino, ne. Zelo greš v globino in ravno to rano vidnosti izpostavljaš tudi skozi svoje pisanje. Ja. Kdaj si ti prepoznala, da imaš to rano? V bistvu jo imamo vsi, to je v celičnem spominu vseh žensk. Ker se stoletja so se skrivale, so se morali skrivati, ker sicer ne bi preživele, če bi izražale svojo žensko energijo, svoje darove. Zdaj se pa v bistvu luščimo to nevidnost in stopamo v vidnost. Ampak kdaj si res začutila, da je to ta rana nevidnosti? Ja, jaz to pri sebi čutim že od nekdaj v bistvu. Vse zato je to glih toliko močna stvar v mojem življenju. Ker verjamem, da tisto, k čemur si klican, vedno pride iz neke globoke lastne rane oziroma bolečine in tistega notranjega potovanja, ki ga potem opravimo, da se s tem soočimo in začnemo pač neko osvobajanje od tega. No, tako je pri meni vidnost, vrednost, to so moje pristnost, to so moje teme. In glih zato, ker moram sama sebi toliko močno dajati in se skozi pri tem podpirati, je iz tega prišla strast, da to tudi prepoznam v drugih in znam tudi podpreti, no, predvsem to. Običajno v naših najglobljih ranah leži tudi največji diamant, največji zakladi tam ležijo. V tvojih ranah je tvoja lepota. Res je. To sem enkrat imela projekt s tem naslovom. V mojih očeh vidnost in pristnost gresta v roki v roki, saj si že omenila, ne? Enega brez drugega ni. Ne moreš postati pristen, če se pri tem še vedno zadržuješ postati viden. Gresta z roko v roki. Kako bi ti to opisala, to povezavo med vidnost in pristnost? Ja, to se strinjam. Tukaj sta dve strani, ne, to, kar si ti rekla. Druga je pa ta zanimiva. Lahko si viden brez pristnosti, samo ne bo trajno, ne boš mogel to na dolgi rok furati, ker se boš izčrpal slej ko prej. Ker pač resnica osvobaja, neko laž oziroma neko pretvarjanje, to pa zelo te obremenjuje, no, tako da slej ko prej se bo mogel to spucati. Tako da pustimo tisto, a ne? Pristna vidnost, točno to, pristnost, ne? Saj, to je pri ženskah tak res, po mojem, celoživljenjski proces prihajanja v lastno pristnost, raziskovanja, poglabljanja, ker gremo globje in globje in globje in ni konca, ne? Tako da pristnost v nekem trenutku, zahteva neko stopnjo vidnosti. Ni nujno takoj na polno, kakor je v tistem trenutku zate negovalno, mečkan iz cone udobja, a ne, nese, mislim, nežno. Pač meni je to, da je podporno za ženske. Meni ta podpornost gre skupaj, mislim, mora biti pristnost taka, da je negovalna, no. Se strinjam, pa tudi v bistvu je treba korak po korak iti v pristnost, zato ker zahteva pogum, zahteva zapuščanje tega skritosti v neki coni udobja, tako kot je zdaj tole zate, stopanje ven iz cone udobja. Postati viden ne pomeni, da moraš zdaj ravno biti v medijih, ampak že to, da si res upaš izraziti sebe v tem, kar si ti in kar so tvoji darovi in to deliš z pristnim pogumom v svet. Veš, to je meni lepa, mislim, tako, ker lepa praksa, lepo sama pri sebi vidim, kako je to močen proces. Ko sem začela s pisanjem, to je moj kanal, kako sem si tam vedno bolj dovolila izraziti neke svoje globoke resnice. Na začetku nisem govorila jaz o sebi kot božanskem bitju, vse tudi zdaj, mislim, smo vsi, ne govorim to na tak način. Ampak to, da imamo ta višji jaz, del sebe, ki je pa
neskončen in čudovit in kjer je že vse popolno. To sem začela s časom in kako povezovati pol ta naš zemeljski jaz s tem višjim in kako se kle zgodi čarovnija. In kle se začne pol ta sijaj, ki navdušuje in spodbuja in vabi druge v naš svet. Ja, ker sije iz tebe ven, ker dejansko nismo samo fizično bitje, smo tudi duhovno bitje. In ko to dvoje... Tam je ta pristnost. Tako, tam noter se zgodi, tam se zgodi ta milost, ta čarobnost, da potem, ko začutiš ta spoj, si upaš iti ven v vidnost. In je lahko malo strašljivo, ampak hkrati najbolj izpolnjujoče. Res je, res je. A delaš to zaradi drugih, zaradi sebe, ker si ti tako živa zraven, ker je tebi to tako radostno in res je. Ampak da se usidramo v to pristnost, moramo biti res ves čas v stiku sami seboj. Nama dvema je to že pisanje, veliko drugih ritualov je tudi, da se res usidraš vase, ker če nimaš sidra v sebi, ti tudi ne upaš ven iti. Kako ti skrbiš ob pisanju za ta globlji stik, za to sidro, za to čvrstost v sebi, da lahko potem z radostjo, z mehkobo stopaš v svet vidnega? Ja, je zanimivo. Nimam neke prav prakse, ali kaj. Pač mislim, da imam naravni dar za to. Ko sem sama, ko sem v miru, v tišini, meni je dih tisti, ki me takoj spravi vase. Pač naredim en vdih in sem že v sebi. In grem na sprehod in to je celo potovanje znotraj mene, kjer se mi odvije ne vem kaj vse. Tako da to mene napolni, izpolni. Tako da tam dobim to, kar želim potem deliti. Saj dih je v bistvu nekaj najbolj preprostega, na njega pozabimo, ga jemljemo samoumevno, ampak brez njega ni življenja. Ko vdihneš, si res vedno v trenutku tukaj. In je ona točka, stik med življenjem, smrtjo, pravno zdaj. Zdaj, tukaj sem. Mi dve bova zdaj še na en kratek odmor in se k vam vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes govorim z Martino Zaletelj, fotografinjo. Martina, kdaj si začutila, da je fotografija tista tvoja strast, ki jo boš sledila? To ni bil kar naenkrat občutek, to je bil počasni klic. Začelo se je tako, da nisem znala lepih fotografij svojega otroka narediti. Tako se je moje spoznavanje s fotografijo začelo, sem se začela učiti. In ko sem dobila fotoaparat, sem jaz že kar znala dobro fotografirati. Na začetku so bili to otroci, ampak ko sem začela družine fotografirati, sem videla, da je ženska tista točka, kjer je največji problem. Ker ženske, ko gledamo fotografije svoje družine, otroci nam vedno všeč, ne glede na to, kakšni so. Same sebe pa vidimo in se sodimo. In vidimo vse, kaj je narobe z nami in drugo, ko da zgine. Ker tu ravno spet se izraža ta rana vidnosti. Ženske mislimo, da nismo fotogenične, da se ne slikamo rade, ampak ravno je tukaj v ozadju ta rana vidnosti. Kaj bi ti rekla ženskam, zakaj opuščati to rano vidnosti in ne misli, da ni fotogenična? Veš kaj, se mislim, da tega sploh ni možno zares opuščati. To so tako globoke. Jaz sem zdaj glih ta mesec sem fejst raziskovala to zaradi sebe, ker sem prišla do tega soočanja s sabo, kaj zdaj. A boš še bolj vidna, tako kot te kliče, da si, ali se boš skrivala v neko varnost? Zakaj? Kje je tukaj povezana vidnost pa varnost? Kako smo prepričane, da če ne bomo vidne, smo varne? Oziroma niti nismo prepričane, ker to ni razumska stvar. To je v naši podzavesti, v našem telesu. In jaz sem prišla do tega, itak to že leta prihajam in sem že govorila o tem, ampak to je posledica patriarhalnega sistema, ki je žensko tlačil, zmanjševal v neko... In dejansko niso bile varne. Ne. In če so bile vidne, je bilo res varno biti mejhna, ubogljiva, tiha, miška, ki pridno uboga vsa navodila moža ali očeta ali kogarkoli, nekega moškega. Ja, na splošno družbe. Tako, in sistema, ki je tako. In je še zmer tak, ampak zdaj v odhajanju
ravno skozi nas, ženske, ki pa stopamo ven iz tega. Ja. Zato je to strašljivo tudi, ker mi, ko stopamo v vidnost, osvobajamo stoletja tega. Meni gre zdaj le kurja koža po koncu suzi, ampak to so velike stvari. Res je. To so gromozanske in niso samo za nas, so za vse ženske. Strinjam. Ne? In zato verjetno tudi ta portretna fotografija najbrž nastala, zato ker iz portreta se res vidi, zažari duša. Ja. Ne? Če ti nekoga dalec slikaš, je pač bolj silueta, če pa ti nekomu slikaš res v obraze, duša izraža skozi oči. Ja. Ampak, kot smo uvodoma rekli, lepota se ne doda, lepota se osvobaja. Ampak zato morajo biti ženske pred tvojo kamero sproščene, da pride ta pristnost, ta vidnost do izraza. Kako to dosežeš? Samo od sebe se zgodi. Se zgodi? Jaz mislim, pač tukaj je moja supermoč, to verjamem, vse stranke mi potrjujejo. Ja. Sem ta prostor, ki žensko sprejema takšno, kot je. Mislim, da je vsa skrivnost v tem dopuščanju, da je takšna, kot je, v praznovanju tega. A veš, se lej, pač točno, jaz verjamem, življenje ne dela napak. Ja. Točno taka, ki si moraš biti. Ja. Če bi življenje te hotelo drugačno, bi te naredilo drugačno. Ne? Ja. To je prvo. In ko smo tle, zdaj pa kako žensko tako podpreti, da si bo upala, da se bo ona počutila toliko varno, da se pokaže ta to njeno bitje. Njeno bistvo, njeno pristno bistvo. Ja. Kako se odzovejo potem, ko sebe prvič vidijo na slikah? Se prepoznajo? Ja, sej to je, ne? Ko se ženska tako počuti, ona čuti, da je videna, sprejeta, podprta, praznovana, točno takšna, ki je. Da ne rabi biti čisto nič drugega, se ona sprosti, odpre, zasije, bučka se žar prižge. In ko ima ženska tako izkušnjo, bo ona to na fotografiji videla. Ko vidijo moje stranke, svoje fotografije, čisto vsaka reče, nekaj tako, wow, to sem pa res jaz. Kako je to mogoče prvič na fotografiji sama sebe tako vidi. Ja. Ampak to je že cela izkušnja prej tista, ki to gradi. Ki to gradi. Ostanejo potem v tem občutku, ko odidejo od tebe, ali se vrnejo spet nazaj v to vlogo nevidnosti, ponikne spet njihovo bistvo, ali je to en portal, ki se jim odpre? Ja, točno to. To je, jaz verjamem, tudi so mi stranke že rekle, ne pogovarjam se z vsako o tem, ampak verjamem, da je to portal do teh občutkov. To, ko se veš, pač naše izkušnje gradijo nas. Ko je enkrat ta izkušnja v tebi, ko živi v tebi, nikoli več ne izgine. Vedno se lahko vrneš vanjo. Fotografije so ključ, da se ti spet spomniš teh občutkov. Da vedno znova potem dejansko stopiš v ta občutek in si... Začutiš tisto sebe, ki si bila takrat. Ki si bila takrat. In takrat si bila pa najboljša, najbolj živa, najlepša, ker je pač ta izkušnja. In na teh fotografijah se v bistvu to dejansko potem prepozna, ne? Ta spoj oziroma ta prepoznava samega sebe. Je še kak drug način, da ženske res tako pridejo v stik same s seboj, ali je fotografija tisti stopni portal, da začnejo res to rano nevidnosti prepoznavati, da jo ne rabijo več nositi s seboj in da je varno stopiti v vidnost? Ja, jaz bi rekla, da absolutno ni edini, a ne, pač jaz rečem, da je to bližnjica, ker je res bližnjica, kle toliko stvari odpade na tako lahkoten in lep način, da je meni je to čarobni proces, ampak že izražanje svoje resnice je tisto, ki v bistvu nas počasi pelje, a ne, korak za korakom, tam, kjer si, delaj korake, ne tam, kjer te še ni. Ampak mi je bilo zelo dragoceno, da si povedala, da je slikanje, fotografiranje bližnjica, zato ker je veliko priložnosti, da se fotografiramo, ženske se pa zelo rade potegnejo nazaj. Ja, ampak zakaj? Glih zato, ker fotograf ni tisti, ki bi nudil ta varni prostor. Tako, pač to, zato pa sem dobra v tem, kar delam. Jaz nisem dober fotograf, jaz sem dobra pri delu z ženskami, ker toliko dobro razumem,
žensko naravo, to rano nevidnosti. Tako, in to rano, vse to prepoznamo v sebi in vem, kako pač to so stvari, ki rabijo nežnost, sprejemanje. In ko to lahko objamaš v sebi, lahko to objamaš v drugmu. In to je to, na koncu, čisto malo rabimo v bistvu. Res je, ampak je tudi ključni odgovor, da ni nefotogeničnih žensk. Čisto vsaka je, če le ima za to varen, sproščen prostor in nekoga, ki jo ugleda na drugi strani. Ja, ki to dovoli, biti, se pokazati. A veš to, fotogeničnost, kaj je lepa ženska? Dajmo na to vprašanje govoriti. Kaj je lepa ženska? Pristna ženska. Se strinjam. Ne? Se strinjam, da je pristna ženska. Ko je ženska v sebi, ko je v stiku s sabo, s tem notranjim bogastvom, ki ga nosi in deli s svetom, kaj je lepšega na svetu, to je žar, to je ta žar. In ko je ženska v tem, je neskončno lepa. Pa mi je čisto vseeno, kakšna je od zunaj, ampak to je energija, to se predaja v bistvu in to se na fotografijah. Zato je to portal, ker nosijo energijo. Ja, se strinjam. Nadaljujeva po kratkem odmoru in počakajte z nami. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z fotografinjo Martino Zaletelj, ki pa ni samo fotografinja, ampak tudi strokovnjakinja za brand, za osebni brand. Povej nam, Martina, najprej za vse tiste, ki tega termina ne poznajo prav dobro, kaj je osebni branding? Čisto po domače, najbolj enostavno, to je to, kar drugi mislijo in čutijo o tebi. Čisto preprosto. To je najbolj enostavno, brez da kvačkamo okoli, nekaj zapletamo, pač to je to. Vsak ima svoj osebni brand, zdaj kakšen pa je. To je pa pol stvar, ki je... Treba iti v drobovje. S katero se lahko ukvarjamo, če se hočemo. Kateri so pa ključni gradniki osebnega brandinga? Zdaj jaz skozi svoje raziskovanje in izobraževanje glede tega sem prišla do tega, meni je prva stvar, mi je pač pristnost. Avtentičnost, pristnost, brez tega zame ni osebnega brenda. Drugo, jasnost, da znamo da sami pri sebi, da vemo, o čem smo, kdo smo, kaj predajamo svetu, na kakšen način, to so pa že vse strateške stvari naprej, ampak jasnost, da vemo, kaj je vrednost tega, kar dajemo svetu oziroma pač ljudem. Konsistentnost, naše sporočilo mora biti konsistentno, če hočemo, da je slišano. Ne moramo preskakovati iz ene stvari v drugo, ker pač to daje sporočilo, ki ni najbolj. Ki ni najbolj, ne? Magnetičnost je zame taka velika stvar, ki je povezana s pristnostjo, kot smo ugotovile, pač pristna ženska, ker govorimo o ženskah, ko izraža tisto, glede česar je strastna, o čemer nekaj ve, kar je njen dar svetu, je vedno magnetična. Dejansko... Vrednost tudi. Pač to, kar imamo zadati, mora biti vredno za druge. To, kako jaz kuham kosilo, pač ni nekaj, kar bi bilo vredno za mojo publiko, tisto, ki sem si jo jaz izbrala, zato o tem ne bom govorila. Govorim pa o stvareh, ki so moje, ki prihajajo iz mene, o katerih nekaj vem, s katerimi se ukvarjam in ki jih želim naprej predajati in ki mi tudi svet potrjuje, da so vredne. Tako kot si prej govorila strastno o fotografiji in kako ti v bistvu tudi narediš ta varen, sproščen prostor za ženske, si kar zažarela, tako govoriš iz sebe in iz te strasti in to je ta pristna zgodba, ki magnetično privlači. In je to v našem ustvarjanju, v tem, kar želimo podeliti za svetom, je torej ključno, da tudi v poslovnem svetu smo ženske to, kar smo, da to ne ločujemo na dve osebi, na zasebno in poslovno, ampak da res svojo osebno zgodbo živimo v tem, kar smo strastne.
Ja, mislim, da je tle tudi pač ta največja točka preboja in dejansko, kjer se pa ustvarja neka nova realnost. Jaz to ful zagovarjam. Ne želim delovati po nekem sistemu, ki je do zdaj veljal. Za moje, po mojem, je že v odhajanju. Jaz želim ustvarjati novo realnost, ki je globoko uglašena z mano, z mojo resnico in tako živeti. In verjamem, da smo vse nekje tukaj, ene bolj, ene manj, ampak vse si želimo svet, s katerim smo uglašene in v katerega verjamemo in vse to. In tukaj pride to. Pač tak svet ne more biti nas, ki smo nekaj drugega. Mi moramo postati to, če hočemo tak svet ustvarjati. Ženske smo bitje ustvarjanja. To ne pomeni, da ne potrebujemo tudi strategije pa sisteme, ampak jih mi moramo obdati z modrostjo čutenja. In če ni uglašeno za tvojo najglobljo resnico, ti najboljša struktura in sistemi in pravila ne pomagajo, da ti pristno živiš svojo poslovno zgodbo. Ja, hkrati te pa že tlačijo, ne, v nekaj, kar ti nisi. Ja, to pa je točno to, čemur se mi izogibamo. Od čegar se hočemo osvoboditi. Ne, tako, te rane vidnosti, pač to je vse tam v tistem vogalu, okovi. Ne. Moja resnica, kakšna je, kako se moja strast izraža skozi mene, pa lahko dve počneva iste stvari, vsaka ima svoj izraz. Kako, ne, to, in kje se pa najdemo in skupaj ustvarjamo neko svet, kjer smo vse lahko polne, celovite, opolnomočene, podprte, z roko v roki, in vse skupaj. Ja, ker je ustvarjalna energija potem teče. To je žensko, ne? Z strategijo, absolutno. Tudi jaz se glih se učim iz brand strategije, je orang študij, je zahtevno, ampak vse to pol skozi sebe, kako se pa to zdaj izraža skozi mene, kako to spada v ta svet, ki ga jaz ustvarjam. In to je pa pol tista ženska. Modrost čutenja. Modrost čutenja, da res si v stiku sam s sabo in prepoznaš, kdaj je čas za gnezditi, kdaj je čas za premik, kdaj je čas za akcijo, kdaj je za počitek, kdaj je čas za dajanje, kdaj za sprejemanje, da ujameš to, ta naravni ritem, ki teče skozi žensko, takrat ona ustvarja. Ciklično. Tako jim dovoliš prostor, vsak ima svoj dar, vsak del ima svoj dar. In kako jahati s tem v bistvu, na tem valu. In potem ti intuicija vedno pošlje signal, kaj v tistem danem trenutku narediti, da si v najvišjem pristnem izrazu sebe in tega, kar želiš podeliti v svet. Kako to učiš ženske? Kako jim to približaš, ali že vejo, že čutijo? Jaz nisem učiteljica. Tako, niti ne želim biti. Jaz sem nekdo, ki uživa v svojem procesu in ga deli z drugimi. Vidim, da je najbolj nekako se dotakne drugih, ko jaz govorim o svojem procesu. Ker s tem že druge vabiš v njega in kažeš, kako gre, in daješ dovoljenje v bistvu drugim, da pa vidijo, kje so pa sami. Tako nekako. Kako pomembna je fotografija v tem poslovnem brandingu? Je enaka tendenca fotografije ali je kakršnakoli razlika? Ja, meni se zdi izjemno pomembna. Mislim, je, ne da se mi zdi, je. Sploh po koroni, ko je šel cel svet, ko smo vsi postali digitalni, vse je online. Fotografija je tista, ki v stotinki, koliko je 60 stotink sekunde je potrebno, da človek, ko nekaj vidi, si ustvari mnenje o tistem. Jaz vidim tvojo fotko, ne bom razmišljala o njej, jaz imam že ful enih stvari v glavi o tebi, pa te sploh še ne poznam. To je moč fotografije. Če jo ne izkoristimo, delamo sami sebi škodo. Zdaj pa tukaj, kako pa zdaj narediti vtis, ki ga hočemo, pa da je pristen, pa da nagovarja naše ljudi. Jaz ne rabim nagovarjati ljudi, ki jih niti nočem. Jaz moram moje ženske znati nagovoriti. Kako to? To je pa ta moja poglobitev, ki jo delamo s strankami, zato da take fotografije naredimo. Da nastanejo. Kako povedati celo zgodbo te ženske? Ni en portret dovolj. Kdo je vse ta ženska? Kaj vse živi, se ni samo en aspekt nje, ni samo, zdaj pri tebi je recimo fotografija, ta
ta glavno strastno izražanje, je še pisanje, je verjetno še kaj drugega in potem je vse skupaj to osebni branding, to, kdor Martina je. Ja. Ne? Kar je in da je relevantno za moje stranke, Tako seveda. je, Ne? tako, Tukaj to. ja. Kako si zgradila svojo blagovno znamko ti oziroma svoj branding? Ja, jaz verjamem, da se to ne gradi, ampak da to postajamo, da se osvobajamo v to. Kdo sem jaz v svojem tem najbolj čistem izrazu, kdo hočem biti, kdo jaz čutim, da je ta moj božanski izraz in kako sem pa lahko to čim bolj. To je moje vprašanje in to so v bistvu, potem se jaz ravnam, ko karkoli pišem, delim ali pa govorim tako, no, to. Sem pa imela dvomesečno poglobitev drugače v svoje vrednote, pa moj neko poslanstvo, tako res, kaj so tiste moje vrednote, ki jih jaz živim vsakodnevno, ne samo kot podjetnica. Kako želim, da se ljudje z mano počutijo, ko sodelujemo, ne. To je ful pomembno, tako se vrednote v bistvu izrazijo. Potem, kaj je moje poslanstvo, ne, ni fotografija. Jaz sem skozi s to fotografijo omejevala, ampak to sploh ni. Moje poslanstvo je opolnomočenje žensk, podpiranje žensk, to sporočanje, da so točno takšne, kot so, da so najboljše za ta trenutek. Tukaj sem jaz res živa in tukaj imam pa veliko za povedati. Ko sem se samo na fotografijo fokusirala, sem se ful zmanjševala in se zapirala v bistvu. In ko sem to odprla, se je kar začelo razlivati. In takrat sem pa jaz kot osebni brand mi je začel rasti. So take priložnosti začele prihajati, kakor je tudi najin pogovor. To ne bi bilo brez tega. Brez tega, da res začneš dajati stran tisto, s čimer se omejuješ, vse naše, ne vem, vloge, nazive, položaje in res odlagaš, isto kot pri lepoti, da se osvobajaš vsega nepotrebnega in si dovoliš, da stopiš v vidnost in v pristnost. In fokusiraš pa tisto najbolj bistvenost tvojo, ki je pa samo tvoja, ker nobenega drugega ne more biti. Ja, res je. In bolj to, vedno, tudi pač, bolj sem to jaz, bolj nore stvari se me dogajajo. Strinjam, popolnoma. Kaj bi želela za konec sporočiti našim gledalkam in gledalcem, tvoje ključno sporočilo, ki ga naj odnesejo iz našega pogovora? Joj, no, svet je lep. Ampak, življenje je vredno tega, da zanj naredimo največ, kar lahko. Da tvegamo, če slišimo klic, da gremo za njim. Pač moja zvezda Severnica, jaz ji sledim, kamorkoli me pelje, pa me pelje čez zelo težke stvari, čez preizkušnje, ampak vem, da je to tisto, kar me vodi in ji sledim in vedno, vedno me pelje nekam, kjer je še boljš. Martina, najlepša hvala, toliko modrosti, iskrenih, strastnih prižigov smo imeli v najinem pogovoru, tako da sem ti res hvaležna, da si bila danes tukaj in v bistvu res pokazala, da lahko vsaka ženska stopi v vidnost in je ob tem varna. Ja, hvala, Suzi. Držimo druga drugo, a ne? Točno to. Res, dajmo ženske drugi krono na glavo postavljati. Ali pa jo popraviti, če malo se prekucne. Hvala lepa, Martina. Hvala za vabilo. Z veseljem. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala, da ste bili z nami tudi vi. Naj vas današnji pogovor res opomni, da vidnost in pristnost gresta z roko v roki. Nasvidenje do prihodnjič v novi epizodi Pristna ženska.